To je stavba, ki je bila narejena leta 1985, je ena prvih modernih crkva v Sloveniji. Njen arhitekt je gospod Marko Mušič, za katerega ste morda slišali, ki je letos dobil Prešernovo nagrado za življenjsko delo. Primarno je ta prostor namenjen katoliškemu bogoslužju, ampak ne izključno je tudi prostor, ki je videl že marsikaj lep koncert ali kako drugačno kulturno prireditev. Mi danes nismo tukaj niti zaradi koncerta, niti zaradi bogoslužja, ampak smo se zbrali tukaj zaradi nekoga, ki je s svojim pogumom, svojo ustvarjalnostjo, verjamem, ne govorim vsakega od nas, se dotakne naših src, zaradi nekoga, za katerega se štejem čas, da lahko rečem, da je moj prijatelj. Damjan je končno dočakal svoj dan, za katerega je veliko garal, veliko delal, tisti, ki ga poznate, veste, koliko ur, dnevov, tednov, mesecev in let je bilo vloženih v to, kar je danes gledalo luč sveta. Damjan nam bo predstavil svoj knjižni prvenec, ki je obenem autobiografija in obenem tudi roman, literarno delo. Verjamem, da smo vsi tukaj zato, ker z njim čutimo, ker mu želimo dobro, ker smo naklonjeni. Damjan ima danes malo treme. Ne vem, da si že govoril, kdaj pred takole množica? Ok, ampak to je bilo že 6 let nazaj. Nič, vas povabim, da preprosto z enim aplauzom povabimo Damjana. Preverjam, se me sliš? Se me sliš? Ja, ok. Lepo pozdravljeni vsi skupaj, dobrodošli na mojem velikem dogodku. Klemen? Malo tehničnih težav bom do takrat probal malo glasnej govoriti, se upam, da me vsi v zadnjih vrstah slište, no? V glavnem, lepo pozdrav. Omejen sem na ta prostor. V glavnem, lepo pozdravljeni. Zdaj, to je moj prvi večji dogodek, odkar se je začela korona situacija. Največji problem je to, da smo bili omejeni zdaj na to, da smo znotraj 4 sten, da smo pač omejeni s tem socialnem stiku, druženju, srečen in vesel sem, da se lahko končno z vami tudi v živo vidim, da se lahko z vami podružim. Danes je moj prvenec, kot je omenil Primož, tako da mogoče za začetek pametno, da povem, zakaj smo se sploh danes zbrali tukaj. Župnija zdravlje in tudi v bistvu sama cerkev ima zame zelo sentimentalno vrednost. Predvsem iz 2 razlogov. Prvi razlog je ta, da sem v stari cerkvi, se pravi v cerkvi Svetega Roka sem krščen. Noter so tudi slike oziroma spomeniki svetnikov Kozma in Damjan, po katerem imam pač tudi ime. Drugi sentimentalni razlog je seveda pač moj župnik Primož, štejava že kak nekih več kot 10 let, bil je moj mentor na Berni, pripravil me tako na verski poti, kot tudi na osebni. Je eden ključnih ljudi v mojem življenju in se mi je zdaj primerno, da glede na to, da je pač knjiga na nek način tudi pač moj otrok, da izide v nekem takem prostoru, kjer pač se bo čutila rojena, domača in mikrofon vidim, da počasi bo počasiti. Občutki, ki jih čutam, so, sploh jih ne znam opisati. Včeraj sem iz tiskarne prvič dobil knjigo v roke, ob odpiranju so se mi roke tresle, sploh nisem vedel,
kaj naj si mislim videti to pred sabo, se tega dotakniti, to je pač tak, neverjeten občutek. No, ne moram ga še inačati oziroma primerjati z rojstvom otroka, ampak predstavljam se, da vsi, pač ste danes tukaj starši, da ste nekaj podobnega tudi pač vse občutali. Zakaj sem se sploh lotil pisanja knjige? Kot vsi veste, oziroma pač vsaj večina, ki vas je do danes blaže v stiku z mano, ki me malo bolj poznate, pa tudi tisti, ki me ne. Imel sem težko otroštvo, bil sem rojen v družino, kjer je pač moja biološka mama bila zelo naklonjena piti alkohola. Bila je agresivna do mene, bila je nasilna, zlorabljala me je in sem praktično večji del svojega življenja pač trpel. Ni mi bilo lahko, boril sem se, ampak nekaj mi je pa v bistvu manjkalo. Ves ta čas mi je nekaj manjkalo. Nekje, pač imel sem drugače podporo ljudi, vrhunskih ljudi, odlični prijatelji, dve nadomestne družine, ki sta me vzela kot svojega pač posvojenega otroka, skrbel so za me, prijatelji so mi bili neverjetno oporo. Ampak skozi mi je pa vse nekaj manjkalo, nekaj, da bi mi nekdo rekel, ker bi me razumel, ker bi mi dal rekel, lej Damjan, tukaj imaš knjigo, veliko v tej knjigi se dogaja nekaj podobnega, kar ste je zaključek ti bo všeč, ne bo pričakovan zate. In se mi je zdelo tako, da je to tisto, kar je meni manjkalo, in sem rekel, da je pa to nekaj, kar bi jaz drugim dal. Ker problematika, ki jo v knjigi omenjam, je pač stigmatizirana v Sloveniji, je zelo neopredeljena, premalo se ji posvečamo, zatiskamo oči pred njo. Jaz sem pa pač rekel, da bom poskušal temu narediti nek konc, oziroma da bom eden prvih pač večjih ljudi, oziroma pač ne, da sem ne zdaj človek, ampak tako. Želim si biti nekdo, ki bi na tem področju naredil spremembo in to mi je res pač neizmerno pomembno. Knjigo sem začel pisati leta 2015, ko sem bil še v gimnaziji. Bil sem neizkušen, nisem imel pojma, kaj delam, od začetka je bil to nek bolj dnevniški zapis. Par vrstic sem napisal, v bistvu sem zvidil svoje občutke na papir. In potem sem knjigo pisal z vmesnimi pavzami. Imel sem težave, imel sem veliko pisateljskih blokad. In nekje leta 2018, ko sem namotam 9. avgusta, sem napisal zadnje razpice knjige. Bil sem zadovoljen, ponosen, nisem si niti predstavljal, kaj bo iz tega, če bo kaj. Ker primarno sem knjigo začel pisati zaradi drugih, to mi je bilo ključno, da pomagam drugim. Knjiga ni nikoli bila v prvi vrsti pisana zame. Je pa neizmerno ogromno mi pomagala. Iz terapevtskega vidika sem čez to, ko sem podoživljal dogodke, ko sem šel še enkrat delati neko evalvacijo svojega življenja, svojih trenutkov, svojih stvari, ki so se mi zgodile, sem hkrati delal zase, sem celil svoje rane, sem zopiral vrata preteklosti. In tako sem takratni založbi knjigo porinil in sem rekel, jaz sem pripravljen, da imel zdaj ven. Knjiga se je spravila v neko obliko in ko sem dobil na mail vrnjeno, se pravi v knjižni obliki, je knjiga imela 650 strani. Pa sem bil tako, joj, lega debelušek, kdo je pa tebe tako široko napisal. Takratna založba je bila potem skeptična, niso vedeli, a bi to izdala, ne bi, in pisatelj smo iskali rešitve, smo se pogovarjali, smo se spenkovali, na koncu nažalost pač smo ugotovili, da nismo, bom rekel, sojeni drug za drugega, smo se pač poslovno rošli, vsak od nas je šel svojo pot. Jaz sem takrat seveda prišel na sam začetek, spet na prvo stopničko, kjer sem mogel iskati novo založbo. Sploh nisem vedel, a bom uspel najdeti koga, kdo bo zainteresiran, ker konec koncev pisateljski trg v Sloveniji ni toliko bogat, ni toliko razširjen in pač število založb, ki jih imamo, so pač zelo majhne in tudi kar sem pošiljal nekih rokopisov, kar sem pač pošiljal nekih prošenj, so bile vse bolj odstotne, negativne, veliko je bilo nezainteresiranosti. Potem se je pa najdla moja lepa in sodra pisateljica Petra Štarja, navdušena nad mojo zgodbo, nad sporočilom, kar zgodba daje, se je zame odločila, smo podpisali pogodbo. Bili smo pripravljeni, da že leta 2020 izdamo prvo knjigo, ker je pač vmes prišla situacija s koronavirusom, smo zadevo seveda mogli pač dati
na klub za rezervne igralce, pa smo pač čakali primeren trenutek, da bo moja knjiga, kot Lionel Messi vstopila na igrišče, pa ne dobila neko spremembo. Ključno, kar je še, da povem, zakaj sem knjigo delil na 3 dele. Eno je seveda zaradi tega, ker se nam je zdelo fajn, da to debelo gmoto razvijamo na 3 dele. Po drugi strani je pa tudi iz vsebinskega dela knjiga zelo dobro razdeljena na vsebino. V prvi knjigi se posvetim nasilju v družini in alkoholizmu, se pravi, kako sem to kot otrok doživljal, kaj se mi je dogajalo. Po drugi knjigi se bom primarno posvetil depresiji in mentalnim težavam. V tej knjigi je pa namen, da vam pokažem, kako danes kot nek zdravo odrasel posameznik pokažem, da se da premagati razne ovire, prideti čez to in v upanju, da bom pač uspel pomagati marsikomu, ki pomoč potrebuje. Zdaj, v dani situaciji se mi zdi, da je potrebno omeniti nekaj statistik. V letu 2020 je bilo 1477 prijavljenih primerov nasilja v družini. Tukaj govorimo predvsem o tistih prijavah, ko so prišle dejansko v policijske postaje. Če vzamemo v obzir še vse kršitve javnega reda in miru, je bilo od vseh prijav 15% vezanih na nasilje v družini. To nasilje v družini vključuje prepire, fizično, psihično in tudi spolno nasilje. Nasilje je iz leta 2019, predno se je pa začela situacija s koronavirusom, povečala, se pravi zdaj v 2020 in v 2021 so številke porasle, kar je bilo tudi za pričakovati. Je pa en problem pri vseh teh statistikah. In največji problem pri tej statistiki je, da tukaj govorimo samo o primerih, ki so bili prijavljeni. Nikjer pa ne omenjamo in nikjer pa ni govora o primerih, ki so skriti za 4 stenami. Nikjer ni govora o tem v vseh žrtvah, v vseh ranjenih dušah. Kje so vsi tisti, ki bi si želeli neke pomoči, da bi se za njih postavili, pa pač so pozabljeni, se ljudje ne postavijo za njih, ne vejo, kako bi jim pomagal. Leta 2016 je ena izmed mojih profesorjev Mariborske univerze naredila raziskavo na različnih srednjih šolah in 40% anketirancev je izpostavilo nizko do visoko stopnjo nasilja v družini, 15 anketirancev pa zelo visoko stopnjo izpostavljenosti. Usporedna raziskava, ki je bila narejena z drugim avtorom, je pa izpostavila, oziroma je bila delana na maternantih srednjih šol, pa je v ospredje postavljala alkohol v družine in so te statistike sledeče. 40% vseh anketirancev njihovih starši pijejo, se pravi na dnevni ravni. Od teh 40% jih je bilo pa 17 do 18 tistih, ki so bili posledično zaradi alkohola pač tudi deležni nekega nasilja v družinah. Problem vseh teh raziskav in problem vsega tega je, ker se premalo govori, premalo se dela. Problem, vsaj jaz, kar sem ga vseh teh letih opazil, pa kot bom rekel, bivša žrtev nasilja v družini, je prvo to, da si v naši družbi zelo radi zatiskamo oči. To je nekaj, kar se nam ne more zgoditi, to je nekaj, kar pač se nas ne tiče, kar se dogaja za 4 stenami nekega stanovanja, neke hiše, to se nas ne tiče, to ni naš problem. Problem je potem kot drugi, bi rekel, premajhna izobraženost inštitucij oziroma pač kadra, ki se s tem ukvarja. Problem je, ker dejansko, recimo tudi zdaj za nazaj, ko gledam, ogromno mojih bivših učiteljev in profesorjev je pristopil do mene, pa so mi povedali, slutali smo, nismo naredili prijave, nismo upali, nismo vedeli, težko je bilo, tudi verjamem, da marsikdo od mojih sosedov pač vedel, kaj se dogaja pač za našimi stenami, pa pač niso vedeli, kako bi mi pomagali, kako bi pač temu pristopali. To je zelo težka tematika, jaz danes nisem tukaj zato, da bi komorkoli, karkoli učital. Jaz se zavedam, jaz tudi sam, recimo, če bi danes imel nek stik s tako osebo, bi tudi meni bilo težko, tudi jaz bi se lovil, kako pomagati tej osebi in verjamem, da pač se marsikdo, ki se ne čuti dovolj močnega, raje temu izogne, kot da bi pač pristopil, pa karkoli pomagal.
Zato se mi zdi pomembno, da recimo ne bomo samo govorili o statistiki, da ne bomo zdaj samo bom rekel, mlatali prazno samo, ampak da mogoče naredimo skupaj kot družba neko vizijo prihodnosti, nekaj, kar je ključno za prihodnost. Ne? Zdaj, jaz bom za začetek povedal, kakšna je moja vizija, pa to je zdaj samo načrt, ki sem ga naredil, ker sem moja načrt nikoli ne izpolnil, mi se zgodi, če mi vmes pride, in tako je načeloma tako, da tako, kot je namenjen, tako se ti bo zgodilo, ampak bom se trudil. Želim si zaključiti študij, trenutno sem študent anglistike in pedagogike. Na pedagoškem področju sem zelo zadovoljen. Pa vam ne znam opisati, kolikokrat se poglabljam na te problematike, koliko mi je zanimivo brati te stvari. In po zaključeni prvi stopnji imam namen seveda naprej študirati, želim iti zakonsko in družinsko terapijo študirati, ker si želim pomagati čim večjemu številu ljudi. Se mi zdi, da imam zelo vredne izkušnje, ki sem jih pridobil v svojem življenju in se mi zdi ključnega pomena, da lahko pomagam ljudem, da jih lahko usmeram. In se mi zdi ključno, da povabim tudi temu sodelovanju tudi vrstne. Moramo se zavedati in ključnega pomena je, da jaz sem samo en posameznik, jaz sem samo en človek. Jaz nisem Harry Potter, jaz ne morem motalčko zamahati, spremeniti sveta, miselnosti ljudi ali pa rešiti vse problematike, ki je vezana na teh področjih. Ne? Ključni smo mi, kot družba, kot okolje, kot civilizacija, mi, množica ljudi. Verjamem, da se vam zdaj to sliši, da mogoče veliko zahtevam od vas, da je to neko veliko breme, da se ne čutite dovolj močne. Ne? Tle se ne gre, da bi kdorkoli od vas rabo postati heroj. Tudi jaz se ne želim postati heroj, ker heroji so namenjeni, da so v filmih, v serijah, mi smo pa v nekem realnem svetu, smo ljudje in bomo delali na temu, da spremenimo situacijo, kar se tega tiče. Kar se je do zdaj dogajalo v preteklosti, je z razlogom tam. Preteklosti ne moremo spreminjati, ne moremo delati nobenih sprememb. Kar pa lahko iz preteklosti vzamemo od selekcije. Se pravi, ključnega pomena je, da se učimo, da jo analiziramo, da jo objektivno opazujemo in da probamo napake, ki so se dogajale, jih v prihodnosti spreminjati. Jaz iskreno bom na tem področju deloval. Imam namen predavati, kamorkoli bom povabljen, bom z veseljem prišel, odzval se bom na kakršnokoli vabilo, sodeloval bom z različnimi društvi, kar mi bo prišlo na to. Dokler bom zdrav, dokler bom dovolj močen, dokler se bom čutil, da lahko nekaj dam ljudem, bom vedno dal z največjim veseljem. To se mi zdi ključnega pomena in to se tudi čutim dolžnega, zato ker jaz danes nisem na tej točki, zato ker bi vse sam dosegel, ampak sem danes na tej točki, zato ker so drugi ljudje bili zame tukaj, so verjeli vami, so mi pomagali. Prej, ko sem omenil, da nismo ljudje zato, da bi bili heroji. Se noben od nas ne pričakuje, da bomo rešili celega sveta. Ampak recimo v prihodnosti, če srečate, če opazite neko osebo, neko družino, ki ima s tem težave, to je ta si dovolj samo, če jim prisluhnemo, če se z njimi usedemo in pogovorimo, če jih usmerimo k pravim inštitucijam. Konec koncev tudi profesorji. Dovolj je, če svojim učencem, če svojim dijakom, tudi svojim študentom, če je pa tudi iz neke pedagoške sfere, dovolj je včasih samo, da prisluhneš. To gremo osebo občutek, da ni sama, da ima nek smisel, da imamo najbolje neka vrednost. Vsak od nas je ključen faktor v tej bitki in tisto, kar moja prva knjiga oziroma nasplošno vse moje 3 knjige lahko nudijo vam, je direktna izkušnja ene povprečne slovenske družine. Jaz noter nisem voluntaril, jaz sem noter bil konkreten, jaz sem vse, kar se mi je dogajalo, sem brez olajšavanja, brez nekega političnega korektnega pristopa, jaz sem vse
napisal to, kar je bilo vse, do solc, do nasilja, do krvi, niso pogovorni izrazi. Vse sem vključil noter, zato ker se mi zdi ključnega pomena, da se o tem govori in da se vidi, kaj je realna slika. Ne? Včasih se nam zdi, da je pač nek podatek lahko nedolžen, da pač to ne more take škode narediti. In v bistvu s svojo knjigo vam želim pokazati, kolikšne posledice pač lahko že samo en podarec pusti, kaj še več bi bilo, če je te podarcev več, oziroma če to neko obdobje, ki se vleče leta in kaj to za seboj pusti. Jaz srčno upam, da boste pač ob prebiranju spoznali to stigmatizirano problematiko, ki jo imamo v Sloveniji. Jaz srčno upam, da boste, bom rekel, zvedali nekaj novega, se zna lažje predstavljati. In noter boste tudi lahko videli, pač, kako se da iz tega ven priti. Knjiga ni samo zato, da bi vam jaz zdaj predstavljal koliko kilometrov, zelo pa koliko kilometrov težko, ampak tudi vso, oziroma celo bitko, pač celo malo pot, ki sem jo prehodil na tej točki. In da pač, kakor danes vidite, sem zelo samozavesten, srečen posameznik, ki si nekoč želi neke zdrave in funkcionalne družine, ki si želi narediti spremembo pač v svetu. In jaz srčno upam, da mi boste pač ljudje stali v strani, da danes ste me neizmerno podpirali z raznimi sporočili, s tem, da ste bili v meni, ker sem bil na tleh, pa mi je bilo težko. In zato sem mi srca neizmerno hvaležen, to je res trenutek, da misliš, da je vse, da je pač to, da pač nima več smisla, da se ti pojavlja ta luč na koncu tunela, to je lahko luč ene osebe, to je lahko luč ene situacije, ampak ključno je, da smo ljudje ta luč tistim, ki jo potrebujejo. Konec koncev to nas nič ne stane. Nič nas ne stane, da človeku prisluhnemo, nič nas ne stane, da se z nekom usedemo, se pogovorimo, pa prisluhnemo. Kar lahko naredimo za drugega, se mi zdi ključnega pomena in meni je to posebno najlepše bilo, kar ga lahko imamo. In ja, za zaključek bi povedal en citat iz Gospodarja prstanov, absolutno pač, da se goza pričakuje. Stvar, ki mi je najbolj v spominu ostala in to je citat, ki si ga še danes, bom rekel, ponavljam znova in znova je, bil je dialog med Gandalfom pa pač drugimi in je Gandalf, ki je bil nek velik čarovnik, ki je bil poslan v ta svet, da pomaga ljudem, da jih usmerja, da jih reši, je pač rekel Saruman, ki je bil tudi nek velik čarovnik, nek posameznik, verjame, da lahko zlo zadrži le neka velika moč, se pravi nek heroj, neka velika entiteta, se pravi nekdo, ki je pač malo starška pomaha, pa pač spremenili in je na koncu, bom rekel, glavni junak, katerega koli filma ali serije. Gandalf pa pravi, vendar sem jaz ugotovil drugače. Ugotovil sem, da so majhna, vsakdanja dejanja običajnih ljudi tista, ki zadržujejo temo in jo tudi preprečujejo. Majhna dejanja prijaznosti in ljubezni. In to je tisto sporočilo, ki si ga pač želim, da ga od danes tukaj odnesete, da kadar boste imeli priložnost, nekomu date malo te prijaznosti, malo te topline in ljubezni. Vidim, da sem se sodal že časa, ko sem si ga postavil. Tako da zdaj bom pa na oder povabil mojo navihano in spodrno pisateljico, je rekla, da bi še ona želela par besed povedati. Tako da Petra, dobrodošla. Najprej, to se je pripravljal, da bi pozabil pokazati knjigo. Res je lepa. No, evo, da šprav tukaj knjigo. Evo. Želela sem sem dodati, kot nek tretji pozovalci, kot založbo, kot založnik, ki so taka hecna založba. In mi ne iščemo zgolj dobre knjige, mi iščemo dobre zgodbe. In ko je Damjan prišel s tako zgodbo, pa sploh ni nič pojamral, ampak je rekel, lej, to želim v svetu dati, to, kar je zdaj vam pa razložil. In če imate saj malo stika ali pa občutka ali pa sami doživeli nekaj dolgoga za 4 stena, pa veste, kako grozno boli, kakšne travme
imajo na kateri, da se dogajajo stvari za štirih stenah, pa sem tiho. In ko je s tem prišel, smo tako rekli, da ja, to podpiramo, to zgodbo podpiramo, ker želimo v tej smeri nekaj narediti. Sploh pa tisti, ki smo da iskali kakve pomoči, ste da iskali kakve pomoči, veste, da nekaj strokovno znanje, ki nam pomagajo, ampak hlepimo po tem, da bi bil nekje nekdo, ki je podobnega doživel in te zares obrobino razume. In ta knjiga, skupaj z Damjanovo zgodbo, pač cel paket, mi gledamo cel paket, je tisto, ko rečeš, končno nekdo, ki me res globoko razume, ve, kaj doživljam in ni zgolj tehnično, kaj mora zdaj narediti. In včasih je to največ, kar ljudje v bistvu rabi. Tako da s tem, ko smo podprli knjigo, s tem, ko ste vi tukaj, s tem, ko vidim, koliko imaš Damjan podpornikov, prijateljev, to je fenomenalno, to je čudovito, s tem, že vsi podpirate te zgodbo, ki je tudi Damjan šeri. In tudi v mojem imenu, našem imenu, hvala za vse to. Je pa en lep drobni tisk v knjigi. Če ste dobro brali knjigo, drobni tisk boste prepoznali nekaj, kar smo začutili bolečino v času korone. In sicer, koliko neverjetno, neizmerno so pomembni prijatelji. Tako da Damjan je tukaj pa fenomenalni nazor. Imam pa nekaj zate, nekaj lepega. Ja. Sicer, rekel si, da pisanje je terapija. Ja. Včasih pozabimo, da pisanje je terapija zate, pa pisanje je terapija tudi za bralce, ki to beremo. In tukaj pa en kemičnik, ki se še vedno spomnil tvoje prve knjige, pa da boš z njim lahko podpisoval vse bestsellerje, ki še sledijo. Ne vem, kaj ne rečem. Mislim, da ne malo sonce svet. Damjan sem, pač neizmerno sem srečen. Na ta dan sem čakal 6 let, se pravi 2015 sem začel pisati, 6 let kasneje sem končno na odru pred meni pač pomembnimi ljudmi in preden dam besedo publiki za kakršnekoli vprašanja, imam še nekaj minut, da par pohval posvetim. Tisti, ki ste omenjeni v knjigi, ni vas malo. Vaše zahvale so v koncu knjige. Danes bom predvsem izpostavil zahvalo tistim, ki so zadnje leto dihali za to knjigo, ker so Švica namesto mene na trenutke. Ključno se mi zdi povedati, da na samem začetku menim res hvaležen, vem, koliko znam biti težek, koliko znam biti naporen, koliko znam komplicirati, ampak hvaležen sem, da ste me podprli kar vseh mojih tako dobrih idejah, kot tudi tistih malo manj. Hvala, ker ste mi stali v strani, zdaj bom pač par posameznih zahval izrekel. Vi prav so tiste ljudi, ki vas omenjam, da to rifa malo dignete, če vam je to odveč ni problem, ampak bi si želel, da publika ve, kateri ljudje so tisti, ki so tista moja ekipa, ki so stali za mano, pa dihali z menoj, pa da so dejansko uresničili to, da je ta dan sploh bil možen. Prva zahvala gre seveda moji babici, ona danes sicer iz zdravstvenih razlogov pač ni prisotna. Moja babica je bila moja največja opora tudi med pisanjem knjige, zato ker je bila edina oseba poleg založbe, ki je knjigo sproti brala. Ona je vsako poglavje posebej prebrala, ga pokomentirala, tudi pomagala mi je kar določenih spominih, konec koncev nekih 20 let je široko obdobje, probaš to na papir spraviti in kakšnih stvari se pač čisto celoti ne spomniš in rabiš nikoga, da ti nek spomin da. Hvaležen sem mi, glede na to, da je bila to tudi njena bolečina, njena travma, da me na nobeni točki ni zavrnila, da mi je stala ob strani, da je prebrala celo knjigo, da me je podpirala do današnjega izida. Nekih 15 minut pred predstavitvijo mi je tudi želela to srečo in pač rekla, da doma podpisi name. Druga zahvala gre potem moji največji kritičarki, profesor Urški Sešek. Profesor Urška Sešek je urednica vseh treh knjig, ona je bila tista, ki me je v bistvu mentorirala pri pisanju knjige. Je zelo
njeni kritike zelo zbodajo, zelo zadovoljijo. Bom povedal eno zanimivo zgodbico, ki sva imela. Ona mi je bila dodeljena ob prvem poglavju, ko sem ga imel napisanega. Malo sem dvomil, je dobro napisano, in ga je ona dobila v branje, ga je prebrala, si ga je pač na nekaj kemičnih sličnih označila in je povabila vse. Na samem začetku knjige sem posvetil, spomnim se nekih 3-4 strani o otroštvu. Kako naj bi otroštvo izgledalo? In ker jaz sam nisem vedel, kako naj bi neko zdravo otroštvo izgledalo, sem rado druge ljudi, da so mi pomagali. In ko sem prijateljcev, ki je delala v vrtcu, prav so posebej z otroci pogovorili, najbližjim sem dal eseje za napisal programa. Na koncu sem imel jaz osebno nekih 50 strani materijala, ki sem ga več prebral in sem ga strnil v 4 strani, kaj otroštvo je. In kaj profesor Psešek naredi, prebrala je in pa mi reče, teh 4 strani dela srečat na pol. Jaz razložim vse to, kar sem zdaj vam prevodil. Koliko sem volazil, koliko sem se trudil, ne vem, po manj sem 2 meseca pisal tiste 4 strani in ona je pa bom še enkrat pogledala. Ja, nekaj, koliko sem ti rekel. Pa sem bil to. Ampak iz poglavja v poglavje sem imela manj in manj popravkov. Tudi sam sem videl, kako rastem na področju pisanja, kako se izboljšujem in zato, profesor Psešek, sem neizmerno hvaležen. V ozadju knjige sem približno leto nazaj dobil poslovno ekipo, ki je dihala z mano noč in dan. Sestankovali so z menoj, iskali načine, pomagali mi, zdaj bom omenil posamezne člane. Tako da Marko Jeran. Marko Jeran je bil moj mentor na TEDx posnetku. Če ne bi bilo njega, ne bi bilo tistega posnetka, jaz verjetno danes ne bi tukaj pred vami stol. Takrat je bilo govora, da bi nastopil, tisti organizatorji, ki so bili tako bi, ne bi, Marko je pa vstal in je rekel, tišina, jaz se bom z njim ukvarjal, jaz ga bom pripravil, da bo dobro za TEDx nastop. In dejansko res sva vadila 2 meseca, vikende, noči, enkrat so v šoli ostala zaprta zaradi tega. In je bil zelo ključen posameznik v mojem življenju, ker je verjel vame, ker me je podprl, ker se je ukvarjal z mano in je zelo pomemben član moje ekipe. Naslednji član je Klemen Top. Klemen Top je eden izmed mojih najboljših prijateljev, eden izmed mojih bratov, obravnavam ga kot svojo družino in je zelo poslovno naravnan. On je tisti človek, ki jaz probam s čustvi rešiti situacijo, on pride noter z boljim razumom in poslovno vizijo in nam reče, ne, da je ta čustva malo na stran, ko mora biti, ko je tiste, ko se dela v današnjem svetu, ta čustva prepadi za svoj dogodek, recimo. Tako da Klemen, hvala, ker si bil imel majna opora, pa ker si me učil tudi na nekem drugem področju, na tistem šibkem področju. Zraven njega njegova boljša polovica Neja Doles. Ona je pa tista nežna dušica zraven Klemenja, ker pa včasih se malo večkrat na mas nam postalo, da mi pomagala, da sem tudi kakšno svojo idejo uspel pripraviti do realizacije, oziroma ker malo mečala vse skupaj, da sem jih lažje sprejel. Stvari, ki so mi bile težke, tako da Neja, res hvala. Damir Mehanovič. Njega sicer najmanj časa poznam v poslovni ekipi, ampak je zelo kakovosten, izjemen prijatelj, prirasel mi je k srcu, je tako kot Klemen zelo poslovno naravnan in tako kot v Klemenu trenutku vsem za moja čustva, da Damiro še tako bolj. Ampak ja, je to tista tehnica, ki jo rabiš, ima čustva, pa ima poslovne naravnanosti in upam se, da smo danes zaradi njih tukaj. Matej Škormenik. Matej Škormenik je prijatelj, s katerim imala najdaljši čas. Drugo leto bo imela 20. obletnico. Sva kot stara zakonca, mala se rada kot stara zakonca, kregala se kot stara zakonca, je pa zame osebno človek z veliko začetnico, meni najbližji prijatelj in pač najbolj ključna stvar,
Oni do vsake katarga naslov izgubljeno otroštvo. Imel sem krizo, imel sem 1000 idej, nobena mi ni bila pretirano všeč. Imel smo sestanek po Jambosom in na neki točki je Matevž sam rekel, pa če bi bil izgubljeno otroštvo. Zrtala stresala. Zadevo sem prespal, sanjal sem ta naslov in ko sem rekel Matevž, naslov je tvoj. Najlepša ti hvala. Še zadnja in meni zelo pomembna oseba, Ines. Ines igra veliko po mojem življenju. Je moja najboljša prijateljica, je moja nadrejena v službi in je oseba, ki je v bistvu kriva oziroma tista, ki je pač poskrbela, da je knjiga sploh bila napisana. Jaz pa Ines sva se spoznala nekje približno 4 leta nazaj. Imel sem polovico knjige napisane in pisateljsko blokado, ko pač mi je preprečevala, da bi nadaljeval. Bil sem tako blizu, da dvignem roke, obupam in rečem, ne da se mi več, ne morem niti odane. In pa sem njo spoznal, mi je povedal svojo zgodbo in ona je lahko, wow, ja, to ljudje rabijo. In ona se odločila, ona je mene pritiskala čez rok. Ona je vse naredila, da sem jaz to knjigo pisal. Ona je, tečna si bila. Vztrajna je bila pa še bolj. Res, poslala me za en teden v Bohni, poslala me za 10 dni v Izolo, težila mi je, da pišem. Nič drugega ni bilo pomembno. Res bi šel s prijateljem na kavo, sem vam spet knjige napisal. Malo sem odprl. Nisi vas naredil, ne smeš na prijatelj. No in po njeni zaslugi je knjiga prišla do zaključka in tudi potem, ko se je knjiga zaključila, je do danes disala z mano v tem projektu in lahko rečem, da je zelo, ko bi šel rekel, ključno do tega, da je moj otrok prišel danes na svet in zato sem neizmerno hvaležen, da Ines, najlepša ti hvala. V prvi vrsti imam umetnico in umetnico Martino Čerin, ona je tista, ki je naredila vse naslovnice na vseh 3 knjigah. Ona je bila tista, ki je prisluhnila mojim idejam, mojim željem in je poskrbela, da sem pogledal, ko mi je poslala naslovnico, bil to. Ja, jaz sem to hotel. In to sem dobil in to imam in Martina hvala, ker... Zdaj pride pa še zadnji pohvali. Na oder bom še enkrat mogel povabiti na založbo oziroma založnico Petro Šarja, prosim, da se mi pridružiš. Petra, ti si ena redkih žensk, ki je kljub temu, kolikor sem bil tečen, ko sem kompliciral, ker nisem popuščal, ker sem bil pač črnast oven, bila tisto, ni problema, bo vse zrihtala, vse bo šlo, ni problema danes. Verjela si vame, spodbujala si me, dodala si neko dodano vrednost mojemu otroku, mojemu projektu in zato sem ti neizmerno hvaležen, ker ker je bila J.K. Rowling in Harry Potterju zavrnjena strani 12 založb, imam neko približno številko tudi jaz tako in evo, tako je pač vsaj ena založba verjela vame na moj projekt in... Se pravi knjiga kot Harry Potter.
kot zadnji, eden mojih najbližjih prijateljev, moj zaupnik, moj župnik, moj duhovnik, Primož, prosim, če se mi ti tudi na odru pridružiš. Ter sem se v obeh primerih. Primož je prišel na najbolj ključni točki v mojem življenju. Bil sem toliko blizu, da ne naredim berme, da gostim cerkev in rečem, ni to zame. Imel sem krizo na verskem področju. In Primož je prišel z nekim namenom in danes temu namenu še zmeraj služi. Pa seveda Marjana v zadnji vrsti, gospa Marjana, ne, ona dva sta skupaj. Ona dva sta skupaj kot komplet prišla, Primož me je takrat obdržal pri veruku, uspešno sem naredil bermo. On je potem šel v Francijo magistrirati, jaz sem šel svojo pot, ampak midva sta ostala v stikih. On se je vrnil nazaj v svojo skupnost, v Brale. Jaz sem se odločil, da bom tudi v tej skupnosti ostal zvest. Primož je res človek... Primož je glavno velik človek, pomaga mi, da sem danes tukaj, zaradi njega sem do neke mere tak človek, kot sem, in pač to, da si mi vedno prisluhnil, da si me vedno usmeril. Predvsem, da je bil zelo objektiven, nikoli se ni na nobeno stran postavil, tudi ko sem jamral čez druge, on pač ohranil neutralno Švico in bil tako, razumem, ja. Pa mi vedno probal predstaviti nek objektiven pogled na vsako situacijo in to, da jaz danes skušam na stvari, na situacije gledati čim bolj objektivno, je predvsem po tvoji zaslugi in hvala ti. Tako da najlepša ti hvala. Zdaj pa moram reči, da sem se malo izčrpil in je čas, da dam besedo kot publiki. Kakršnakoli vprašanje, komentarje, karkoli dobrodošlo, lahko dvignete roko, lahko se oglasite. Tukaj sem, da vam prisluhnem, da vam kaj odgovorim, če vas zanima. Pa prosim, ne me poslušiti kot profesorja na univerzi. Nočem na nobenega štrčnem kaza poklicati. Da bo je dvojka na trojki? Ali dvojki pa o trojki govorila. Ali kaj več? Ne, pri trojki sem se ustavil, ker sem rekel, da ne smem kaj več pisati, ker če hitreje pišem, kot ker izdajam, nema smisla. Nekega konkretnega datuma, ki ne moram dati, drugi del je že napisan, tretji del še čaka neka inspiracija, nek navdih, to upam, da mi ga bo letošnji dopust dol. Če ne pa drugi. Računam, da v bistvu težko karkoli odgovorim na to, zato ker je v jeseni se pač pojavlja že nov val, govori se o ukrepih, da se bo spet začel zapirati. Ne vem, kdaj bom naslednjič skoro stol pred vami, tako da takoj, ko bo prva priložnost, drugi del vam pride, ampak realno mislim, da bo 2022 prej ne. Bom pa konstantno spet prav na vezi in bova iskala način, da bo čim prej, da ne bo se predolg čakal, da izveste nadaljevanje moje trilogije. Da? Ja? Jaz osebno s CSD nimam pozitivne izkušnje. V mojem primeru je CSD pogrnil na celi črti. Jaz sem bil star 18 let, ko sem jaz bral pogum, pa sem se odločil, da bom dal prijavo nasilja v družini. Svetovalna delavka iz moje takratne gimnazije je šla z menoj, smo oddali prijavo. Imel sem priče, nadomestna družina, pri kateri sem takrat živel, je šla z mano, so tudi oni izjave. Se pravi, so podali izjave, so pričali in oni so to prijavo sprejeli, rekli, da se bodo resno lotali in seveda pač, ker je postopek tak, da morajo tudi slišati drugo plat zgodbe,
so povabili pač tudi malo biološko mamo. Ona je pač prišla tja na ta pogovor, padla je na kolena, se je začela jokati, je začela sceno delati, je začela dramo delati. Ona je zgodbo obrnila proti meni, ona je tam pač predstavila se, da sem jaz tiska, je nasilen do nje, da ona alkohol pije zaradi mene, da pač sem jaz kriv za njeno nesrečo v življenju in oni so temu verjeli in situacija se je obrnila. Ona je bila žrtev, jaz sem bil pa tiska, so po njem potem svetovalni delavci CSD-ja pač vrihali po njemu. Zelo dolga in pereča bitka je bila to. Izkupiček je bil tak, da pa na koncu, ko so se odvetniki vmešali, je direktor CSD-ja sklical sestanek, kjer je bil izkupiček tega, da se je pač prijava pometla pod preprogo, naju z mamo so pač ločili v sistemu, da pač nisva več del drugega, da so pač vsak zase in to je to, kar se je ostalo. So CSD-ji v Sloveniji, ki svoje delo opravljajo učinkovito, ker pač so uspešni, je pa po mojem mnenju, pa tudi po vseh raziskavah in statistikah, številka zelo majhna. CSD-ji se mi zdijo zelo problematični. Prvo je to, da je pomanjkanje kadra, drugo je to, da je premalo kader izobražen, čisto odvisno na kakšno delavko v bistvu naletiš oziroma delavca. Eni se tega resno lotijo, drugi pač sledijo nekemu protokolu, tretji pa pač neko svojo stvar. In se mi zdi, da so centri za socialno delo tista stvar, ki bi bilo treba jo v celoti podreti, pa jo začeti znova graditi, zato ker to, da bi jo zdaj šli doštokavati, pa popravljati, nima smisla, ker pač na neki točki se bo stavba pač podrla. Tako da načeloma bi mogli igrati ključno vlogo, nažalost je ne igrajo in to je tisto, kar pač mene boli. Jaz osebno jim ne zaupam, poznam pa ljudi, pa poznam pa tudi pač situacije, ko so pa znali pomagati družinam, ko so znali pomagati pač žrtvam nasilja. Jaz pa od njih vsak let dobim poziv, če bi pač bil pripravljen se usesti s svojo biološko mamo pa zgladiti odnos, zato ker mamo imam pa jaz samo eno in njim se zdi ključno, da so v dobrem odnosu. To je pa vse, kar imam od njih, iskreno. Upam, da sem odgovoril na vaše vprašanje. Ali ste si kdaj poslužili SOS telefona? Ali je SOS telefon odigral svojo vlogo? Te inštitucije, ki nudijo pomoč, se pravi neke pogovore, neka možna dopisovanja, imam z njimi pozitivno izkušnjo. Osebe na drugi liniji so mi prisluhnile, so mi dale kontakte, na koga se lahko obrnem, kje lahko še dodatno pomoč najdem. Tako da kar se teh, bom rekel, neprofitnih organizacij in društev tiče, se mi zdi, da so na pravi poti, da delajo dobro in jaz osebno in tudi pač kar berem v raznih raziskavah, ljudje imajo kakor to po redu izkušnje z njimi, morda pa pač se najdejo tudi ljudje, ki je to pač nimajo. Babica je oseba, ki jo pač ljudje konstantno seveda izpostavljajo. Do neke mere se seveda lahko, lahko tako bom rekel, babi bi lahko marsikaj drugače naredila, lahko bi drugače postopala. Mislim pa, da sem jaz bil tukaj večji problem kot ona, zato ker babi je bila pripravljena dati prijavo na Center za socialno delo, samo ji pač jaz nisem pustil in sem pač izsilil, da ni šla, zato ker jaz sem bil vse na svojega strica in na svojo babico bolestno navezan. Jaz sem z njima bil srečen, če bi se mamo umaknili ven iz slike, jaz bi imel idealno družino in mi pač v tistih razmerah ne bi več manjkalo, ker pa je pač ona bila del tega, to ni bilo mogoče in je pa treba pač povedati, babi je tudi ravno tako kot moja mama pač popivala, ne v takih visokih količinah
Je pa vsem bilo to nekaj, česar smo se mi bali, da bi se potem izpostavili na CSD-ju in bi me vzeli, tudi nima dvema. Če bi bila možnost, da jaz lahko ostanem s stricem in z babico, potem verjetno bi do prijave prišlo, tako ker sem pa pač se ful bol, da bi padel v neko rejniško družino, si pa tega nekako nisem želel in sem pač jaz posebno se zavestno odločil, da raj trpim, raj sem tepen, kakor pa to, da bi mi od vas zgubil. In verjamem, da bi babi lahko pač marsikaj drugače naredila. Sem ji pa vsem hvaležen za vse, kar je naredila, ker se mi vseeno zdi, da je pač naredila to, kakor je bilo v njeni moči. Verjetno je dosti skrivajala nazaj. Absolutno. Je to, kar me je ona razvajala, me še danes redko kdo, ampak mislim, veliko mi je dala, no, pa tudi imela je zelo težko vlogo. Babi, ker pač moja mama večino dneva ni bila niti prisotna, doma je imela zelo težko vlogo, ker je mogla igrati osebo, ki me vzgaja, osebo, ki mi manjka v življenju, hkrati je mogla pa obdržati tudi tisto, čemur so babice namenjene, razvajanju, da se mi dovoli tisto, kar mi starši ne dovolijo, da se mi pač omogoči neko lepo in srečno življenje in se mi zdi, da se je zelo trudila, da se je zelo želela dati maksimalno od sebe. A bi lahko kaj drugače naredila, lahko bi, a bi bilo kaj drugače, morda bi bilo, mogoče bi bilo še slabše, mogoče bi bilo boljše. Jaz osebno jim ne zamerim nič, jo imam še zmeraj neizmerno rad, sem še zmeraj v stikih z njo, jo redno obiskujem in pač meni osebno, kar je zame naredila, zato ji bom hvaležen, nikoli ne bom nič učital, nikoli ne bom česa zameril, zato ker po drugi strani se zavedam, da se bo ona do svoje smrti grizla za to situacijo, ker je bila z mano. Jaz sem šel naprej, jaz sem sebe postavil na noge, jaz sem iz sebe nekaj naredil, ona pa še zmer vem, da premleva to vse, razmišlja o tem in mi je žal, da ne more iti preko tega, ampak po drugi strani pa je, kakor je, to je zdaj njena bitka, jaz svojo samo pravo. Sem že odrasel fant, ja. Težko je soditi druge ljudi, posebno svoje starše. Mislim, alkohol, zasvojenost, to je, ste raziskali kaj vzroke te, pa posledice, mogoče tudi družba tu neki vpliva na ljudi, kaj mislite, kaj je napisano? Govorimo za nesločno, splošno. Sigurno je pač, da so v zadnji neki razlogi ljudi, ki pijejo, noben ne pije veliko, pač za zabavo, pa ko moje velika spet so odvisni od alkohola, pač imamo neke travme, imamo še vzorce, ki jih vlečejo iz nekega točno določenega obdobja. In ja, vplivi so, lahko vpliva družba, lahko vplivajo mediji, da se mi zdi, da kot družba da na družbo zelo vplivajo socialna mreža, Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, ne vem kaj vse še obstaja. Podeja tudi v teh situacijah, sem izpostavil v svojih knjigah, sem tudi izpostavil pač. Jaz se zavedam, da je pač moja mama mogla imeti neko situacijo, da je bila taka, kot je, ampak to ne upravičuje, da sem bil jaz njen sodeloval z travmo in trpljenja, ki je iz otroštva imela. Jaz si nisem zaslužil takšnega življenja, jaz sem bil, pač skoliko vsi otroci sem bil, nedeljiv sem bil svoje vrste, sem imel svoje muke, imam še danes, ampak noben otrok si pa ne zasluži udarca, noben otrok si ne zasluži psihične degradacije, ker konec konca sem del nje, ona me je rodila in pač sem probal v knjige vključiti razloge, zakaj ljudi do tega pripelje, zato da, ker knjigo sem pisal ne samo za ranjene žrtve, da bi neko oporo našel, ampak pač konec koncev tudi za druge ljudi, za starše, da vidijo, kako se otroci počutijo, ko pač, ne vem, nas primerjajo z drugimi, ko nas kritizirajo, ko, ne vem, se skregajo z nami. Tudi za inštitucije. Se mi zdi, da v knjigah zelo upišem, kakšen sem bil, kdo sem bil in kaj se mi je dogajalo, kar je zelo dobro za tako bodoče pedagoge, ki trenutno študirajo, kot tudi za že zdajšnje pedagoge, se pravi tiste profesore, ki so, pač ne
pojasnil, da bodo lahko bili, mogoče pa ga bodo malo bolj pozvali, pa bodo še več učiteljev prosil, pa ga bodo skupinstvo pozvali in bodo mogoče mu uspeli pomagati. To, da sem zajel v knjigah več različnih pogledov, tudi malo strokovne podlage z namenom, da kdorkoli prime, pa naj to bivša žrtva uporab, najde izhod iz neke stiske, naj to nekdo, si bi želel biti boljši starš, ker recimo pač moja mama, se ne da je to ful težko, ampak po drugi strani pa tudi, da bi se današnja družba poznala poznajte v teh situacijah, da bi pač videl, kaj tisto, kar je meni pomagal. Mogoče bo kdo, ko bo videl, ne vem, kako so moji prijatelji meni pomagali, videl, kako tudi pomaga. Jaz sem mislil, da moram rešiti situacijo, da moram biti heroj, ampak ne, mogoče pa je že dosti posebej prisluhnem, ker je samo objavljam, samo neki dan. Tako da jaz upam, da boste ljudje dobili odgovore na vprašanje, kot imate, da se boste te noge naučili. Jaz sem res svoje knjige pisal za druge, z namenom, da naredim spremembo, da pač pomagam ljudem in pač na dolgi rok upam, da bo pač jaz svojega uspeha knjiga ne bom meril v tem, da sem imel bestsellera, sem bil najbolj prodajen avtor v Sloveniji, meni te številke nič ne pomembne. Številke pa, ker so mi pomembne in mi bodo vedno pomembne, so pa številke ljudi, ki jim bom pomagal, ki mi bojo rekli, zaradi tebe danes drugače gledam, odprl si mi oči, ne vem, nekaj novega sem se naučil, dal si mi upanje. Te številke, te so pa tiste, ki jih bom pa kleno pa po svoje smrti nosil. Sigurno. Se strinjam, definitivno ni opravičila za nasilje v družini, kako povem. Me pa zanima, v kolikšni meri misliš, da je odvisnost vplivala na njen odnos do tebe in ali misliš, oziroma ali misliš, da bi bilo kaj drugače, če ne bi imela težav z odvisnostjo? Definitivno ne bi bilo tokrat stepen, če ne bi to pila, kar je. Moja biološka mama je imela svete trenutke, ne rečem, pač na trenutke je bila, bom rekel, dobra mama, takrat, ko je bila trezna. Znala se pogovarjati z mano, sicer ni bila toliko neki čustvena, pa topla, pa empatična, ker bi pač nekdo kot starš mogel biti, ampak dokler je bila trezna, me ni tepla, me ni pač se spravljala name in če bi, kakor so pač, vse moji doma so se trudili spraviti na zdravljenje, ne, samo ona pač ni hotela iti, ampak jaz sem mnenja, da če bi takrat popustila ali pa če bi pač bila dovolj močna, da gre, se zdraviti od odvisnosti, da bi stvar se lahko na boljše spremenila, ampak ti ne človeka ne moč prositi v to bi mogla biti njena pač odločitev, ona se je odločila, da bo živela življenje, kakršnega bo živela. Jaz sem to danes sprejel, jaz sem ji pač to, kar je bilo pač oprostil, jaz sem šel naprej od tega, jaz bom pač poskrbel zase, ker sem pač bil primoran, sem imel uporo drugih ljudi, kar pač mi veliko pomeni in pač zdaj se mi zdi, da je pač prišel čas, da sem pa jaz upora drugim. Materiala znotraj sebe nekaj imam, ampak jaz pišem takrat, ko začutim. Pač jaz sem oseba, ki pač sledi temu, kar znotraj sebe čuti. Tako da osebno mislim, da to niso zadnje knjige, ki sem jih napisal. Kdaj se bom pa pač vrnil v pisateljske vode in kaj bom napisal, ali bo to, ne vem, neka zgodba, bo nek roman, ali bom, ne vem, mogoče vso avtorstvo s tom drugim kaj napisal. Jaz temu pravim, da je moja pot je prosta, kar mi bo prinešeno, bom sprejel, kakršen koli izziv bo prišel, se ga bom pač skušal lotiti po najboljših močeh. Tako da, glede na to, kolikrat pišem, pa da tudi moje Facebook objave ne znajo biti manj kot 2 strani dolge, pa sigurno, da bom še kaj pisal. Tako da ja, ampak težko pa zdaj rečem, da pa že v glavi
razmišljam o 4., 5. knjigi ali pa grem korak za korakom. Zdaj je prvi otrok prišel na vrsto, zdaj bom počasno mogel začeti priprave z drugim otrokom, pa pride še ta 3. Vsak od njih je svoj vrsten, drugačen, unikaten, kljub temu, da sem oče vseh 3, karakteri so čisto drugačni. Pozna se to, da sem dejansko pisal v 3 različnih obdobjih, se pravi, eno stvar sem napisal, sem dobil blokado, slabih pol leta ali več nisem pisal, sem je spet odprl, se je napisal drug del vsebine, poka nova blokada, spet pol leta novje sem počival oziroma mi ni šlo, se je pa napisala še 3. stvar in jaz kot recimo avtor, ki sem šel za nazaj brati, so različni. To, kar tisti, ki imate več otrok, a ne dami tvoji otroci, so vsak je drugačen. Vsi so zlati. Ja. Vsi pridni, ne? Ampak pač vsak ima svoj karakter, vsak ima svoj stil pisanja, vsak ima svoje neke različne tehnike in tako da ja. Hvala. Še kakršnokoli vprašanje? Lahko seveda. Ja. Absolutno je bilo. Ne rečem, da ni bilo. Jaz sem do 18. leta trpel, pa marsikdo drug ne. Kaj bi vam na to lahko odgovoril je, da zdaj vam ne moram reči, da se strinjam z vami. Jaz vem, kakšen je problem naših inštitucij, jaz vem, kakšen je problem tudi naših šol. Berem raziskave, vidim. Določene srednje šole sploh ne pustijo, da se na njihovih inštitucijah oziroma izobraževalnih ustanovah delajo raziskave, zato ker se bojijo za svoj ugled in nočejo, da rezultati teh raziskav vplivajo na njih. Ne? Se pravi, imamo že ta problem, ko nekatere šole, predvsem tiste, ki mislijo, da so, bom rekel, elitne šole, dajo več na svoj ugled, kakor pa na počutje svojih dijakov, študentov, nečesa, ki v bistvu dajo te ustanovi ugled. Meni se zdi že to zelo sporno, in takih šol pri nas v Sloveniji ni malo, ampak to, kar izpostavljate, je problem, ampak to je problem, ki se ne bo rešil iz danes na jutr, ki se ne bo rešil iz 2020 na 2021, ampak je problem, ki bi se že zdavnaj moral začeti reševati, pa se ni, pa pač upam, da se bo zdaj kaj bolj konkretno začel. Tako, kar sem pa omenil, jaz sem samo en posameznik, ki si želim spremembe, ker želim pač to na tem področju neko razliko narediti, sam je ne bom mogel. Se mi zdi že, tako kot sem omenil, množica ljudi, vsak od nas mora dati svoj doprinos družbi, okolici, na tak ali drugačen način. Kar se tiče pa pač izobraževalnih ustanov, na oddelkih za pedagogiko se zavejo, da je pač pomanjkanje kadra, da je pač premalo izobraževanja in se pač trudijo na temu delati. V zadnjih letih vem, da je vse več predmetov namenjenih tem, bom rekel, izobraževanju tega, je tudi vse več delavnic, ampak to je pač neka sprememba, do katere bomo počasi pač prišli kot družba, seveda pa upam, da čim prej. Če me pa sprašujete, kaj svetovati tem mladostnikom, je pa samo to, da so vztrajni, da najdejo eno osebo, ki bo pripravljena jim pomagati. Če sem jaz lahko imel toliko čudovitih ljudi, ki so bili pripravljeni se zame postaviti, pa imam dobro izkušnjo z svojo svetovalno delavko. Ona se je 3 leta v gimnaziji z mano samo pogovarjala, karkoli sem rabil. Njen delovnik je od 8 do 4, se mi zdi, da govorim na pamet, ampak če sem jaz ob 9 zvečer poklical, se mi je ona javila, se je znala po 2 uri z mano pogovarjati, čeprav je naslednji dan delala, jaz sem jo naslednji dan šolo, ampak kadarkoli sem rabil, si jo vzela čas zame. Nimam dobre izkušnje s CSD-jem, nekdo drug jo ima, nimam dobre izkušnje z določenimi psihiatri, pa pedopsihiatri, drugi jih imajo.
se mi zdi, da je to taka velika jama, ki bo dolg časa rabila, da se bo zapolnila in da se bo lahko na njej neke konkretne temelje postavilo. Upam, da sem vsaj do neke mere uspel pač odgovoriti na vaše vprašanje. Danes mi je moj kolektiv službeni iz Petrola podaril uro, ki ima vgraviran datum današnji, se pravi, da je šel moj prvi otrok, z namenom, da bom kadarkoli bom do nas se spomnil na njih, da se bom spomnil, da sem pisatelj. Je pa ni. Veliko stvari si moram zapisati, da drugačnega kriza. Iz ozadja me je moja ekipa začela opozarjati, da se mi čas izteka, da bom se počasi mogel premakniti ven. Pa je še kako vprašanje? Mislim, da se nekaj vprašati. Starši želijo najbolje svojim otrocima. Popuščanje otrokom ni preveč dobro, ker so otroci pol razvajeni. Otroci naj bi poslušali starši, mogoče za duhovnika. Kaj misli, kakšna je prava vloga? Mene se vpraša? Ja. No, jaz mislim, prva stvar strani starša je, da otroka ljubi, da želi otroku najboljše in da ravna otroku v korist, kar pomeni, da ga nauči, seveda, da ga nauči, da obstajajo v življenju meje, ampak da je to na en ljubeč, nežen, sočuten način, kjer pa ni univerzalnega merila, bi rekel, vsi otroci po enake merila. In tu je en starš, ki čuti svojim otrokom, ki se vzame čas za njega, ki prepozna, kdaj je pač vsej tisti, ki imate več otrok, kaj bom jaz duhovno to razlagal. Vsak otrok rabi drugačne stvari. Ne? En otrok rabi več objema, en otrok rabi več potiskanja, en otrok rabi več spodbujanja. En otrok pa nima problema s tem, mogoče pa potrebuje več meje. Ampak če je to na en ljubeč način, če je to na en sočuten način, jaz mislim, da ni potrebno, da bi to pri otroku pustilo travmo, da obstaja način, ker se da to narediti na način, skozi katerega pač otrok čuti, da mu starš tudi, ko mu postavlja meje in tudi, ko pač ne odgovori na njegovo izsiljevanje z okom, pač tega starš še vedno ljubi, se čuti varnega. Ampak ja, to je teorija. Tisti, ki ste starši, pitek veste. Vsak otrok je drugačen, vsak otrok je treba naštudirati, ker če ne bo otrok naštudiral vas. Knjiga lahko dobite zdaj zunaj, jaz bom zdaj pobegnil počas, jaz se moram zunaj pripraviti posest, globok zadiha dvakrat, se pripravljati podpisati knjige. No, dušen je to mi všeč. Danes na predstavitvi tisti, ki ste iz Ljubljane, me lahko tudi kontaktirate, pa vam je osebno dostavam, dokaj je lepo vreme, pa mi polo dopuščate možnosti. Drugače pa na Petra me je že pobegnila. Na spletni strani založbe Petka, nekaj ima, meni se zdi, da prav svoj okenček, moja knjigo in podatki o meni, pa vam jo potem Petra odpošle po hitri pošti in je že naslednji dan na vaših ustovih. Amen. Tako, torej, da bo imel Damjan tisto minutko, da lahko zadiha, bom jaz tisti, ki vam bom dal tehnična navodila. Se pravi, na mesto skozi ta vrata, skozi katera ste prišli not, na skovarno, da greste ven zdaj na tej strani. Na vašo desno so tudi sanitarije, če jih potrebujete. Na vhodu lahko dobite ali sok ali vodo v svoji flaški, se pravi, da se ne bomo dotikali, da ja čim bolj spoštujemo tudi na svete epidemiološke službe. Potem pa boste videli zunaj, na tem trgu, zadaj je zdaj že senca,
Ob steni sta dve mizi. Na prvi mizi boste lahko pri Petri kupili knjigo. Na drugi mizi bo pa Damjan, ki bo na voljo za to, da vam knjigo podpiše. Tisti, ki se poznate, da vam napiše morda tudi kako posvetilo. Pač to je danes ena taka, bi rekel, predvsej posebna priložnost. Hvala še enkrat vsem, ki ste prišli. Dajmo podpreti Damjana, dajmo podpreti tudi njegov trud, njegove cilje. Tudi s tem, če ne drugače, pa vsaj s tem, da kupimo knjigo o tej knjigi, komu drugemu še tudi kaj lepega povemo. Srečno!